Mi zdi, da sem že prejšnji teden začela dan z sončnim pogledom na balkon. Mogla bi iti zdaj ven, ziher je toplo na soncu. Mimogrede, tega še zdaj nisem odstranila in mislim, da je čas, a ne? Ne vem, kam naj to pol pospravimo, ampak ja. Ful bi šla na sonček. Ful bi šla na sonček. Se je ful mrzlo, sam pač, če se oblečem mogoče. Ali pa tudi ne. Je kar mrzlo. Poglejte razliko med sosedovim balkonom in mojim. One ful čistijo. Jaz nisem tako pridna, pač ne da se mi pozimi čistiti balkona. Saj ga bom počasi, obljubim. Ojoj. Kaj bi danes jedli? Razmišljam o kozicah. Jaz jih rada utalim, vedno mi ne rata, ampak da ne smrdi, jih pokrijem. Ne vem, če bom naredila testenine, verjetno bom naredila rižoto s tem. Bomo videli. Danes si bom spet naredila ten. Ta ten je drugače ful ugoden in cool. Edina stvar, ki me moti, ker dosti moti, je, da malo smrdi prvi pa drugi dan. Tak nek vonj ima, kot da, ne vem, pač vonj ima v glavnem. Mi je pisalo eno podjetje za en fake tan, ki je brez vonja in ne vem kaj še vse in sem ono, verjetno bom tistega sprobala in če mi bo všeč, vam bom pokazala. Ja, drugače ta ni slab, sam vonj je pa res malo nadležen. Before I blow you. Okay. Medtem, ko sem pisala dnevnik, sem še par slikic naredila, mogoče jih objavim na Instagram ali pa na story, ne vem še, a bojo za Instagram. Ful rada govorim o tem dnevniku hvaležnosti. Mogoče bom enkrat celo svojega naredila, ne vem, ful bi rada nekaj ustvarila, pač svojega. Upam, da bo kdaj ta priložnost, ker to res rada delam in hočem poudariti, kako je pomembno. Če nisi hvaležen za to, kar imaš zdaj, tudi če je to slaba situacija, pol si ne zaslužiš oziroma ne boš dobil kaj več. To je tako na kratko. Sej jaz fulkrat govorim o tem, tako da upam, da niste annoyed. Ok, čas je za kuhanje kozic, let's go! Ok, ker se kozice res ful hitro spečejo, tako v 3 minutah bom riž posebej skuhala, tako da bom kar uporabila tega Uncle Benca. Ne bom. Pozabila sem, da verjel. Ok, v glavnem, sprememba plana. Skuhala bom riž posebej, ta je prav za rižote, tako da je bolj kremni. Ok, očitno ne bom na hitro. V glavnem, riž bom posebej skuhala in pol preden da bo končan, bom dodala omako s kozicami. In tako da ne bo čisto rižota, ampak bo bolj, ja, malo prirejena rižota, ker se kozice ne bojo kuhale v rižu, če razumete. Ok, dajmo. Evo, to je vse, kar rabim za kozice, bučko, maslo, parmezan, limono in vino. To bo za omako. Jaz bom dodala bučko, ne vem, če jo nimate radi, pa če ne dodati lahko kako drugo zelenjavo. Jaz imam rada, da je vseeno malo zelenjave v moji rižoti, tako da, ko bo riž kuhan, nadaljujem s tem.
In rižota je gotova, ful enostavno v bistvu, čebulo sem pražila, bučke sem pražila in začinila. Pol sem začela kozice pražiti in dodala maslo, vino, limono. Saj ste videli, no, v bistvu nimam recepta, koliko stvari dam, jaz tako na približno vse naredim. Imam pa še solato s feto in prelivom. Zdaj pa počakala, da se ohladi, medtem bom šla pa pomit posodo. Evo, najedla sem se, zdaj pa treba dokončati mojo to-do listo, vlog editam, zdaj si moram fake narediti, tako da ne veš, da se kar lotim. Dobila sem paketek, dajmo ga odpreti. Verjetno vam je ta znamka že znana, ker sem fulkrat že pokazala šampon, ki ga kupim od njih. In so mi poslali ta paketek, kjer je več kot sam šampon. Kot veste, jaz ful ne skrbim za svoje lase, sem lasišče si imam naprej po dolžini, pa ne delam nič. Tako da vam z veseljem to pokažem, ker njihove izdelke oziroma njihov šampon uporabljam že sigurno 1 leto. Poglejmo! Jasmina. Ok, preostalo bom pol prebrala, najprej bi pokazala izdelke, pol jih bom seveda sprobala, mislim šampon sem že sprobala, tako da zaupam, da so tudi ostali izdelki ful dobri. In ja, dajmo pogledati čistek. To je sprej za zaščito las in sicer piše, da je za lase brez sijaja, poškodovane in težko čisljive lase, torej ko če si kdaj težko razčešeš lase, sploh jaz, ker imam ful dolge, imam ful probleme s tem. In še zaščiti pred UV žarki oziroma pred zunanjimi vplivi, ful dobro. To je pa za razcepljene konice, serum. Ful rabim to, pa postriči se moram počasi, tako da ja. V glavnem zaščita, serum. Kako se veselim. Evo, ta šampon, če poznate, tudi, mislim, jaz ga ful dobro poznam, ker sam tega uporabljam in edini, ki mi pomaga proti prhljaju. Jaz imam suho lasišče čez zimo, pa tudi včasih poleti. Ja, tega uporabljam že ful cajta. Peeling za lasišče. Nikoli v življenju si še nisem naredila peelinga lasišča, ampak ga definitivno rabim, zato ker imam prhljaj. In bom bolj prebrala navodila, kako se to uporabiti, tako da se ful veselim. Jutri si bom oprala lase, dan še ni cajt za to, tako da bom jutri definitivno vse to sprobala. Poleg tega, da so te izdelki super, bi rada še poudarila, da so slovenski, da so naravni in tudi delajo na tem, da so trajnostni, torej so embalaže prijazne okolju in mislim, kaj hočeš boljšega. So pa tudi veganski in cruelty free, torej niso testirani na živalih in tudi sestavine so veganske, tako da the whole package, let's go! Take stvari res veseljem pokažem in ja, sploh pa, ker že to poznam in uporabljam. Torej, jutri sprobamo še ostale izdelke. To ful rada ta serum uporablja. Diši tako šampon, let's go! Ni dober občutek, ko si daješ naravne stvari na lase, Nič umetnega, vse pridobljeno iz narave, jej. V bistvu je ta serum ful nice tudi zato, ker se meni elektrijo lasi zdaj po zimi in mi jih v bistvu tako navlaži in so manj suhi in naelektreni. Wow! Ful diši, wow! Glavni te naravne stvari ne toliko dišijo, to pa ful diši. Tudi arome so naravne. Dobro, se vidimo jutri.
Evo, pa je prišel čas, da si operem glavo in sprobam peeling. Ta peeling je v bistvu tudi nadomestilo šampona, tako da nisem pol uporabljala šampon, ker peeling se tako uporablja samo enkrat na teden, preostale dni, ko si umiješ lase, pa uporabiš šampon. Še prej pa bom sprobala ta sprej za zaščito pred vročino in za lažje razčesavanje, tako da si bom dala v bistvu bolj na spodnji 2/3 las, torej po dolžini. Ker na mokre lase, drugače pa lahko tudi serum uporabljam na mokrih laseh, ampak jaz ga bom uporabljala pol, ko si posušim glavo. Si vedno fenam lase, tako da, ja, vem, da to ni najbolj za lase, ampak moram si jih, ker imam predolge in se mi čist, neko čudno obliko imam in pol bi mogla uporabiti likalc, kodralnik, kakorkoli. Večinoma si jih pri lasišču posušim, pa malo po dolžini, ne zdaj ono 100%. Rada bi še omenila, da si jaz pustim lase v brisači 15 minut, zato da niso toliko mokri in da si jih ne sušim pol ure. Ok, ko si jih tako rečemo 1/3 posušim, si jih jaz rada tudi malo razčešem. Čisto nežno začnem od spodaj in grem proti vrhu, ne grem tu in potegnem. Dejansko se lažje razčešejo. Let's go! Ok, to je bila ruki pauza, zdaj pa nazaj k serumu. Tako se mi zdi, ko dam bolj lahke lase, se mi zdi, da mi jih je bolj umilo, ne znam pač razložiti. Moj razlog tudi to, da sem si konkretno splaknila lase, zato da ne bi bilo kakih koščkov od peelinga. In ja, to je tudi en izmed stvari, ki jih moram začeti bolj delati, da si dobro splaknem šampon, ampak to nima veze s prhljajem, to ima veze z tem, da imaš res čiste lase. Tega že probavam 2 dni, tako da danes ni prvič. Ful imam predolge lase, sploh ne grejo v kader. Kaj diši. Imam kar dosti razcepljene konice, ker se nisem že nekaj cajta strigla in še kar uporabljam kodralnik, pa občasno likalnik, zato ker kdaj, ko spim, se mi malo zakrivijo lasje. Ampak ponavadi si samo tako na hitro zlikam. Sem pa dobila že par sporočil na Instagramu, ko sem objavila te izdelke, da jih že uporabljajo, ker so videli to na mojem YouTube videu in da jim ful pomaga in so ful veseli in sem ful tudi jaz vesela, ker vem, kaj nadležna med prhljaje. Drugače pa moram reči, da ful cenim, ko še kdo napiše pismo na roko. Mislim, res, nek trud se da v to. Jaz ful rada pišem, vse veste, pišem ta dnevnik, planer, vse pišem na roko. Ne maram teh elektronskih, tako da je ful dobro. Ruke je kar zaspal, tako sem bila dolgocajtna. Vsak dan zdaj hodi k meni, ne vem, kaj je to, ruki. Kaj pa, ko bom šla domov? Ok, sem prišla domov, to je moja soba, če še kdo ne ve. Doma pri starših. Ja, bila sem v Millerju pa v Sparu, ker sem mogla iti par stvari kupiti za sebe, pa par stvari za brata in za Maja, ker imata rojstni dan, tako da. Kje naj začnem? Pri Sparu. Kupila sem dvojne kekse brez laktoze, moram bolj tiho govoriti, ker je brat v sobi. Dvojne kekse brez... Ej! Ne, beži, lega. Ej! Ne! Ok, dvojne kekse brez laktoze, ker Maja in Aleš kako se reče, sta intolerantna na laktozo. Kakorkoli. In sem Majo vprašala, ker vem, da mi je zadnjič poslala ene kekse, da so dobri iz Spara in pol sem jo vprašala, da rabim za brata. Se je res, ampak ene sem za njo kupila. Tako da, te Scotty, pa te od Spara firma. Baje so dobre. Ej ti... Bratu sem še kupila espresso kavo za Dolce Gusto. To ni za tebe. Pol sem pa kupila te rezance za... Ne vem, Maja to je, si bom vseeno dala tek za probat. Ej! Ne! Pa za brata. Pol sem kupila v Millerju
Lahko pokažem. V Millerju sem kupila ene bombone, mislim, trojne iste bombone, te so ful dobri. Ene sem kupila za sebe, ostale za brata in za Majo. Še ene za Majo oziroma njenega fanta Sašona, ker ima rad kisle. To sem kupila tudi sebi, tako da ja, dvojne bombone sem sebi kupila. Ok, to je za brata, smo rekli. Potem sem kupila te liste, ker moram mene voščilnice narediti spet. Potem sem kupila temu našemu mučeku mehko hrano, tako malo za probat, drugače mu dajemo surovo meso občasno. To sem še za Majo kupila take maske za oči, ker vem, da ima rada te stvari. To sem bratu kupila ščetko, ker smo jo v bistvu zanč ukradla eno. Novo, seveda. 2 maskarji od Essence sem si kupila, ker sem videla pri Vanji Zorman. Ona uporablja to za vsak dan in da so ful dobre, ker ja, to se ful hitro porabi in če je poceni pa dobra, je perfektno. Ščetko, ja. Nov svinčnik. Oh my god. Nov šilček, ker tam je najboljši od Essence, ker mi ful fajn ušili. Pa eno rdečo akrilno barvo, ker mi je zmanjkalo rdeče. A ja, pa še to, ker moram napisati voščilnico. Ej, pa ti si tak poreden. A ja, pa to sliko sem domov prinesla, jo bom dala bratu. A ja, še to. Kupila sem mu 2 igrci za PlayStation 3, Call of Duty Black Ops in to hokej. Po mojemu bo všeč, ker ima rad NLB. Oh my god, jaz ne morem govoriti. Ker ima rad NBA pa FIFA in take podobne stvari. To bom pokazala račun naslednjič, ker ga nimam zraven. V Šparu sem zapravila 16,53 €, v Millerju pa 36,44 €. Maji bom še nekaj šla kupiti. Verjetno na jutro v ponedeljek bomo videli. Ja. Hvala, da si pomagal pri mojem holu in bil nadležen. V Millerju sem še kupila enega mačka. Ime mu je Ris. Ne vem, zakaj vam še nisem povedala, da mu je ime Ris. Pozabila sem povedati. Ime mu je Ris. In bil je zastonj. Ok, dobro. To ni igrača. Veš, to je tvoja igrača, ne? Tu je tvoja igrača. Pojnet. To je situacija trenutno. To so moji zvezki iz osnovne šole, srednje šole. Faks mislim, da ni tukaj zraven. Ali tu, ne vem. V glavnem to bom presortirala, bom videla, kaj bom obdržala. To sem že včeraj presortirala, to gre v koš. Biologija 4, slabo Jasmina. In ja, bomo šli malo čez, pa gospodič Ris mi bo pomagal, a ne Ris? Ja, ful je zanimivo iti skozi. Sam problem je, ker jaz nočem nič stran vreči, ampak ne gre to tako, a ne? Ker to sem imela zdaj v škatli toliko let in niti enkrat nisem skozi šla, zdaj sem šla prvič. Tukaj imam škatlo za stvari, ki jih hočem obdržati. Bom probala čim več stvari stran vreči. Ris, ti uživaš, ali škatle imaš rad? Tako pravi muček. Nemščina. Kateri razred se nam... nemščina mi pa nikoli ni šla, pa moj prvi jezik je bila. Mislim, na začetku mi je šla, zdaj pa... Wow, 7 sem dobila nemščino od 10. Wow. Gimnazija, Ravne, sem hodila v šolo srednjo. Angleščina, let's go, to sem pa marala, oziroma to imam kar vse zmešano. Moja sem se učila za maturo. Smo se pa učili za maturo, eksterci, matematika, slovenščina. Naj vam povem, da so na pol prazni. Ok, to je pa zgodba mojega življenja bilo skozi celo gimnazijo, 1, 1, 2. To je isti test, ista snov in pol sem pač popravila z 2. Gimnazija je bila tak najslabše obdobje mojega življenja, zaradi tega, ker pač odraščaš, se ful spreminjaš, takrat poleg tega sem se mogla učiti stvari, ki me sploh niso zanimale. Mene zanima vse ostalo, razen matematika in fizika, in v gimnaziji oziroma na srednjih šolah je poudarek na matematiki. Sploh ne bom govorila o šolskem sistemu, v glavnem, hočem samo reči, da ocene vas ne. Hočem samo reči, da tudi če vam zdaj mogoče gre slabo, dajte se potruditi, da greste skozi to in tudi če boste z 2 končali matematiko, to ne pomeni, da vam v življenju ne bo dobro šlo. Sam to bi rada povedala. Mogoče me bo kak starš, če me gleda, zdaj se vraža, ampak hočem reči, da šola ni celo življenje in šola ni toliko pomembna, da bi ti narekovala življenje. Potrudi se, koliko se da. Jaz bi lahko matematiko kamot tako naredila, če bi delala naloge in poslušala pri pouku, ampak sem bila v puberteti, sem bila taka in
poleg tega matematika je meni čist brezvezna. Ene zanima, eni grejo to naprej študirati, jaz nisem šla in jaz sploh nisem rabila in na gimnaziji je bila malo pretežka matematika, če se mene vpraša. V glavnem hočem reči, da ja, ocene ne narekujejo tvoje življenje. Kaj je to? Jaz se nič ne spomnim. A je to mogoče 4 leta matematike, toliko na teden in jaz nič ne vem. Sem imela pa ful rada angleščino, slovenščino, psihologijo, še geografijo, zgodovino nekako nisem marala. Tako da vsak ima svoje področje, v katerih je dober oziroma ga zanimajo. Tako da, ja, jaz pravim, da šola do neke mere je zelo pomembna za določene stvari in pa celo življenje. To sem pa izpit delala za avto. To sem se pa naučila. Evo, ker ima brat danes rojstni dan, časti pice. A greš na pico? Ne? Ok. Kokoljiv. Dovle sem darilo data na najboljše darilo, kar ga lahko dobiš. To mi je pa res prav prišlo. Kje je bilo to? Pa da boš dol. Kje je bilo to, ko sem... Pa da boš glih kar. Kje je bilo to, ko sem sestavljala mojo mizo. Ja, ful dobro, tako da. Jej! Še lučko malo, ne? Imam še ziček zun. To pa so prišli čevlji za vrata. Jej! Viš pankas? Ja. Si cute. Četrte gre na kastracijo. Oh baby, can you even tell? Missing someone.